Gospa Brita in njen mož Erik sta iz stare kraške hiše v 2 desetletjih ustvarila pravi mali raj pod Kostanji, kot pravita svoji posesti. Vrt, ki obdaja hišo, ni le zbirka rastlin, ponuja več kotičkov, kjer lahko posedimo in uživamo v barvah, aromah, predvsem pa v miru. Zdaj smo 20 let tukaj na Krasu. To pomeni 2006 smo kupili to hišo. Eno leto smo vsak vikend, vsako soboto sem prišli, zvečer domov, nedeljo sem in zvečer smeri domov. Eno leto smo to tako vrt v bistvu čistili, ker je bil čist zaraščen. Ni bilo vrta v tem smislu, travniki, gozd, zaraščeno totalno. In potem smo začeli obnoviti ta staro hišo. Brita in Erik sta se spoznala v Nemčiji, kjer je tedaj bival Ljubljančan Erik Modic. Ob pogostih obiskih Slovenije sta spoznala, da bi rada živela prav tu. Sprva je mlada družina živela v Ljubljani. Smo si želeli iti čez vikend smeri ven v naravo in smo iskali eno čist mečkeno hišico. Tam, kjer je malo bolj toplo. To pomeni na Krasu, ker nam je bilo zelo všeč. Me spominja na Irsko, tiste zelene travnike pa kamnite zidove mi je zelo všeč. Sicer se zarašča zdaj Kras, ampak kljub temu je še čudovito, pozimi najbolj. In smo kar 2 leti in pol iskali in smo naleteli na to hišo, oziroma smo se čisto zaljubljali v to hišo in smo morali kupiti. In smo se pogajali in na koncu smo kupili in smo začeli obnoviti. Zdaj pravzaprav smo prišli do tega, da te lahko vprašam, iz tistih časov, jaz dobro vem, je ostalo eno pomembno drevo oziroma več njih, po katerih se pravzaprav ta vaša posest danes imenuje. Ja, že takrat, ko smo mi prišli, jih je bilo v bistvu 3 kostani. Samo eden je bil že mrtev, se je posušil in tako po teh kostanjah se imenuje tudi naš mali raj, ki je v bistvu naš čustveni raj. Mi smo tako čudili, da je to naš raj, ja. Iz stare kraške hiše je družina v 2 desetletjih ustvarila pravi mali raj pod Kostanji, kot pravijo svoji posesti. Postavili so 2 objekta za apartmaje, ki jih večji del leta zasedajo tuji gostje. Zdaj recimo, če se danes na hitro sprehodi človek čez ta vaš vrt, je kar nekaj teras. Meni je simpatično, kako ste neke poti speljali, ki vodijo od terase do terase, tako da so speljane, saj jaz jih tako vidim, da te nekako vabijo, da greš naprej, kaj pa je tam, tako da malo skrivate posamezne dele vrta. Ampak če se vrnemo nazaj, te terase ste verjetno morali sami narediti, ne? Domnevam, da tega še ni bilo, ko ste prišli. Ne, mi smo bolj leni. V bistvu vrt je bil že tako oblikovan. V bistvu je vrt po teh terasah nastal in s temi poti smo samo povezali. V bistvu smo to v smeri zelo enostavno naredili, ker tukaj na Krasu se dobijo škrle, to so že ploščate kamne in te smo čisto enostavno položili kot pot. In tako smo cele dele povezali. Že po kratkem sprehodu po vrtu ni dvoma, katera je Britina najljubša rastlina. V Nemčiji je bilo takrat že popularno imeti stare vrtnice. Moja mama se je s tem malo ukvarjala kot hobi. Jaz nikoli nisem hotela vrtnice imeti. Ne, mi niso bili všeč. Jaz sem po poklicu vrtnarka za sobne rastline, sem se bolj z orhideji ukvarjala. Ampak tako se življenje spremeni. Jaz sem potem tukaj oziroma še v Ljubljani prvo staro vrtnico kupila. Erik je mogel luknjo skopati. Jaz sem rekla, to pride tja noter. Ne, sva smeri skupaj to naredila. Vrt je čist iz Spontano nastal? spontano iz občutka je nastal.
No, ampak si rekla, mene vrtnice niso zanimale, a te potem pozneje so te prevzele, vendar jih je največ, ne, na vrtu. Prevzele je dobro, manija je nastala, tako bi rekla. Vidiš eno, vidiš drugo, vidiš tretjo in potem ta mi je še bolj všečna, ta je pa prav zanimiva. In tako nisem nič posebnega, samo to, kaj sem videla in kaj sem dobila, sem celo iz Švedske jih prinesla. To pomeni, smo šli na potovanje, ja, vrtnarija je morala biti zraven, si jo ogledati in imajo stare vrtnice, koliko lahko dobimo v avtu, bomo s sabo vzeli. Vrt seveda nikoli ni le zbirka cvetov, naj si bodo ti še tako lepi, barviti ali ne vsakdanji. Mali raj pod Kostanji ponuja več kotičkov, kjer lahko posedimo in uživamo v barvah, aromah, oblikah, predvsem pa v miru. Ali mi znaš nekako v par besedah reči, kaj ti vrt daje, kaj ti vrt pomeni, kako ga vidiš, kako ga čutiš? Vrt je za mene ena zelena oaza. Kadar imam stres ali probleme ali pa letim iz enega do drugega, je pogled na vrt zame najbolj pomirjujoč občutek. In pogled v zeleno je zame nekaj čudovitega. Je tudi tako, da Erik in jaz oba imava zelo rada naravo in sediva oziroma 3/4 leta samo na naši terasi, to je naša dnevna soba. Poslušamo teh živalih, ki jih je tukaj vsako noč in ne rabiš kaj drugega, samo da se pogovarjaš, da imaš kozarca vina ali pa pivo, on bolj pivo, jaz bolj vino in potem uživaš.